Evropski denar za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Celju, Štorah in Vojniku. V okviru projekta Delujmo zeleno odprli razstavo o podnebnih spremembah. Ognjeni zublji uničili zapuščen hotel v Šentjurju. Slovak Benicki, novi direktor celjskega rokometnega kluba. Ta bo zaprosil za povabilo v Ligo prvakov. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V Celju so danes podpisali pogodbo o evropskem sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju občin Celje, Vojnik in Štore. Celoten projekt je vreden okoli 8 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo za projekt zagotovil skoraj 4,7 milijona evrov. Gradnja omrežja se je sicer že začela in sicer pred letom dni. Takole so župani občin Celje, Štore in Vojnik podpisali pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Pogodbo je v Ljubljani še pred koncem svojega mandata že podpisal prejšnji minister Andrej Vizjak. Celoten projekt je vreden okoli 8,5 milijona evrov. Nekaj več kot 26 km nove kanalizacije bo zgrajeno v vzhodnem delu Celja, občini Štore in občini Vojnik. Kot že rečeno, delež nepovratnih sredstev oziroma sofinanciarski delež lahko maksimalno znaša 5,9 milijonov evrov, ostalo so zneski oziroma sredstva občin, pretežno iz amortizacije javne infrastrukture. Projekt pa se izvaja praktično skoraj da že eno leto in bi bil naj končan nekje do konca naslednjega leta. Z nadgradnjo kanalizacijskega sistema in izgradnjo novih vodov na območjih, kjer jih doslej ni bilo, se bodo občine Celje, Vojnik in Štore še bolj približale skoraj 100% pokritosti prebivalcev s kanalizacijskim sistemom. Z gradnjo bodo skupaj v 3 občinah omogočili priklop 608 novih gospodinjstev. V občini Štore gre za dejansko 7 km kanalizacije, zgrajene je trenutno tretjina. Jaz upam, da bodo se ti roki približno držali, da bomo drugo leto, sredi leta lahko predali vso kanalizacijo v namen. Poleg tega imamo še 4 črpališča, v glavnem zahteven projekt, kako tudi v Celju in pa v Vojniku. Sam projekt v občini Vojnik je po velikosti verjetno najmanjši v tem projektu, ker gre pri nas za zaključevanje izgradnje kanalizacije znotraj aglomeracije, ki je bila večja od 2000, kar je bil pogoj za razpis. In pomeni 5 gradbenih dovoljenj, vsa gradbena dovoljenja so narejena v tem močno naseljenem, strnjenem delu občine, kar pomeni seveda tudi pri gradnji kar precej zahtevno investicijo. In pri nas smo tudi začeli z deli že lansko leto, teda trenutno smo od približno 600 000 evrov, koliko je vreden naš del projekta, brez seveda povečanja cen, ki bojo sigurno prišle. Smo končali cirka 300 000 evrov obračunih brez maja, tako da nam je ostalo v izvedbi še 2 manjša podprojekta. Nekako računamo, da skupaj z vodcem, ki je izvajalec tega dela, bomo to verjetno nekje do konca poletja zaključili. V Vojniku so ob tem projektu iz občinskega proračuna zagotovili še denar za kompletno sanacijo ceste Talcev. In bomo približno z 350 000 evri dodatnega denarja uredili pa eno ulico, ki bo sodobna, ki bo imela tudi nove javne razsvetljave, novo kablirano nizkonapetostno omrežje, telekomunikacije. Tako da pravzaprav se vidi, da če se priložnost pokaže z nekimi sredstvi, ki jih dodatno dobimo, lahko s svojimi sredstvi marsikaj naredimo, kar drugače mogoče ne bi bilo dostopno. Za gradnjo, ki je razdeljena na več sklopov, sta bili izbrani podjetje Voci in AGM Nemec. Dela trenutno nekoliko zamujajo, a pričakujejo, da jih bosta izvajalca vseeno končala v roku. Ponekod zamujajo, ponekod so kakšne operativne težave, ki so običajne, gre za linijske objekte, ki seveda povzročijo tudi neke slabe volje pri ljudeh, kjer se to izvaja. Verjetno imajo izvajalci tudi kakšne težave z lastnimi kapacitetami, predvsem pa so časovno dinamiko tega projekta zavirale te nepredvidene podražitve. Mislim, da so se cevi podražile ne za 10-20%, ampak za
200-300%. Enako je tudi, kot vidite, z gorivom in vsem ostalim. Seveda to bomo zdaj z izvajalcem reševali v skladu z gradbenimi uzanci in zakonodajo. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila na čistilnih napravah v Celju in Škofji Vasi. V Celjskem mladinskem centru so pripravili prireditev Delujmo zeleno, v okviru katere so odprli razstavo o podnebnih spremembah, ki jo je pripravil zavod Ekopren. V okviru dogodka, ki ga je obiskala tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Juk-Jerše, so pripravili več neformalnih omizij na temo, kaj lahko storimo za ohranjanje okolja ter v boju proti podnebnim spremembam. V Celju so gostili vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Juk-Jerše. Svoj obisk je začela v Tehnoparku Celje, kjer se je sestala s celjskimi gospodarstveniki. V drugem delu se je pridružila aktivnosti Delujmo zeleno v Celjskem mladinskem centru, kjer skupaj z mladimi iščemo rešitve, kako bi lahko vsak mlad prispeval k boljšemu okolju. Obisk vodje predstavništva Evropske komisije v lokalnem okolju je pomemben z vidika spoznavanja in razumevanja potreb lokalnega prebivalstva. Letos je Evropsko leto mladih, zaradi tega smo prišli sem, da se pogovarjamo z mladimi o čem? O prihodnosti, o bolj zeleni prihodnosti, bolj digitalni, vsem tem. Hkrati pa na predstavništvu Evropske komisije v bistvu želimo se pogovarjati z regijami, ker Evropa ni le oddaljen Bruselj, Evropa ni le Ljubljana, ampak Evropa je tu. In naša funkcija je to v bistvu, da se ne samo, da prenesemo neke informacije mladim in vsem v regiji, ampak tudi, da jih poslušamo, da se nekaj naučimo in prenesemo v bistvu tudi celjski glas v prestolnico. Mladi so sicer polni idej, a kar želijo Evropski komisiji je to, da se mladi aktivirajo. Saj veste, vedno pravimo, moraš se ti aktivirati, pa tudi, če si v gasilskem društvu, v mladinskem centru, oziroma pa idi voliti karkoli, ne biti tisti pasiven mladi, da se bo nekdo drugi odločil zate, ampak ne, ti si tisti, ki moraš poskrbeti za svojo priložnost in ti so pravi. Dogodek se je začel z odprtjem in ogledom razstave zavoda Ekopren o podnebnih spremembah. Zato si želijo, da bi razstava dosegla čim več ljudi. Na ogled so osnovni ukrepi, ki jih lahko posameznik naredi v svojem delokrogu, doma ali v družini ali na delovnem mestu. Pomeni, da vseh teh 10 primerov, kaj lahko vsak sam naredi, so predlagali na Univerzi v Londonu. Ta podnebni strip je bil objavljen v tedniku Mladina. Dobili smo soglasje, da lahko promoviramo to njihovo predstavitev. In kako lahko k temu pripomorejo mladi? Kupujemo izdelke, ki jih potrebujemo, da si ne delamo neka ekstra shrambe, pa da se vozimo ali pa hodimo peš, vozimo se pa z električnimi skiroji ali pa kakorkoli, ali pa predvsem z kolesi. Pa da mogoče si dopustno lokacijo izberemo, ki je bližje, zaradi tega, ker je letalska industrija tudi ena največjih onesnaževalk okolja. Po razstavi se je dogodek nadaljeval z neformalnimi omizji z mladimi in pogovoru na temo, kaj lahko storimo mi in Evropska unija za ohranjanje okolja ter boju proti podnebnim spremembam. In sicer so razglabljali, poiskali rešitve in njihove ideje na 3 nivojih. Kaj lahko kot posameznik pripomore kot podnebnim spremembam oziroma boju proti podnebnim spremembam, kaj lahko lokalno okolje in pa država, ter pa najvišji nivo, EU nivo, ki je seveda tudi najbolj zanimal predstavništvo Evropske komisije in debata je stekla, so imeli konkretne predloge. Seveda nekateri koraki se že tudi izvajajo tako na lokalni kot evropski ravni, vendar spremembe trajajo in vzamejo svoj čas. Po razpravi so dogodek zaključili z zasaditvijo zelišč in dišavnic ter drevesa okrasne češnje. Ena izmed pobud na evropski ravni je tudi želja, da bi do leta 2030 posadili 3 bilijone dreves. In celjska češnja je k temu že pripomogla. Iz policijske uprave Celje pa sporočajo, da so bili nekaj minut po polnoči obveščeni o požaru, ki je zajel objekt bivšega hotela v Šentjurju. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih društev Šentjur, Lokarje, Slivnica, Dramlje, Ponikva, Kalobje in Prožinska vas.
Kraj so zavarovali tudi policisti, ki so ugotovili, da je do požara prišlo na zapuščenem hotelu, ki je uničil objekt velikosti 60x50 metrov. Po prvih ugotovitvah v požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je gmotna škoda. Več podrobnosti o vzrokih požara bodo celjski policisti in kriminalisti sporočili v naslednjih dneh. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško bo Evropsko rokometno zvezo zaprosil za povabilo za sodelovanje v Ligi prvakov. Takšno odločitev je na včerajšnji seji sprejel upravni odbor kluba, ki je potrdil tudi novega pomočnika glavnega trenerja Alema Toskiča. To je postal dosedanji kapetan moštva David Razgor. Mislim, v tem času ni enostavno se prijaviti in ni enostavno se odločiti, kaj bomo igrali naslednje leto. Zmenili smo se, upravni odbor imel svojo sejo, točno vsi smo bili istega stava, da je enostavno, da se moramo aplicirati, da se prijavimo za Ligo prvakov. Zdaj vprašanja bomo dobili ali ne, ampak mislim, da imamo velike možnosti in mislim, da si ta klub, ta ekipa zasluži spet igranja v Ligi prvakov. V celjskem klubu so dobro pretehtali prednosti in slabosti Lige prvakov na eni in Lige Evropa na drugi strani. Na koncu se je upravni odbor odločil, da se klub prijavi v Ligo prvakov. Liga prvakov je posebno tekmovanje. Mislim, tekmovanje, ko ga vsi v Celju radi imajo, čakajo, razmišljajo o tem. Enostavno, lani je bila ta COVID situacija, pa ljudje niso imeli priložnost spet prijeti v Zlatorog, pogledati te vrhunske ekipe proti Celju, ampak zdaj pa upam, da nam uspe, da dobimo to povabilo, da spet igramo Ligo prvakov v Zlatorogu. Mislim, Liga prvakov, to, ko sem rekel, specifično tekmovanje, ko je zelo zahtevno. To so ekipe, ko imajo zelo velike budžete, ekipe, ko sestavljajo svoje moštva v decembru mesecu že, ko vsi kandidati so za tisto končnico Final Foura Lige prvakov, ampak enostavno, mislim, to je za nas v tem trenutku ena ta nagrada za to prvenstvo, za naslov državnih prvakov. Gremo, če dobimo to povabilo, gremo v Ligo prvakov, enostavno nimamo kaj zgubiti, nimamo nobenega pritiska. Jaz vem, da bo ekipa dala vse od sebe v vsakem trenutku, da bo energija prava, pristop bo pravi in enostavno gledamo zadnja leta, da se tule v Zlatorogu vedno se kaj dogajajo, kakšna presenečenja. Jaz sem tudi pripravljen, pa sem siguren v te stvari, da bomo spet gledali poln Zlatorog, mlado ekipo, borbeno ekipo, eno novo energijo, igralce, ko bojo dali v vsakem trenutku vse od sebe in jaz mislim, da po drugi strani bomo nagrajeni, kar se tiče tega. Toskič se zaveda pasti, ki jih prinaša sodelovanje v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Še posebej pozoren bo na tekme domačega prvenstva, na katerih zaradi srečanj v Ligi prvakov ne sme prihajati do spodrsljajev. Mi od samega začetka moramo razmišljati o tem, da je nam prioriteta domače prvenstvo, enostavno spet moramo biti konkurenčni za naslov državnega prvaka. Liga prvakov je tekmovanje, enostavno tu ne moreš zbirati nasprotnike, zato ko so vsi nasprotniki so vrhunske ekipe, ampak spet po drugi strani ne smemo plačati ceno v domačem prvenstvu. Jaz sem to rekel na upravnem odboru, meni je cilj domače prvenstvo, enostavno Ligo prvakov bomo igrali sigurno, da bomo dali vse od sebe, ampak nimamo nobenega pritiska, igralci ne bojo imeli nobenega pritiska, edini pritisk je, da morajo dati vse od sebe. Sigurno morajo dati vse od sebe in če mi damo vse od sebe, za kar sem siguren, da bomo po drugi strani nagrajeni, ali kar se tiče domačega prvenstva, to je prioriteta in to je številka 1 sigurno. Alem Toskič bo v prihodnji sezoni imel novega pomočnika. To bo dosedanji kapetan moštva David Razgor. Jaz sem zelo vesel, da David še naprej ostaja v tem klubu, ampak v drugi vlogi, kot jo je imel do zdaj. Igralec, ko je bil, mislim, 13 let v tem klubu, zasluži si enostavno tega. Jaz ga zelo dobro poznam, takrat, ko sem že igral v Celju, mi dva smo bila cimeri, tako da Razu zelo dobro poznam in mislim, da je Raza v tem trenutku prava oseba za mojega pomočnika, sodelavca. Jaz mu veliko verjamem, imeli smo par pogovorov, on se vidi v tem, naredili smo par sestankov, ljudje v klubu so se odločili, da je to prava odločitev in jaz sem res vesel, da ga imam zraven.
Upravni odbor celjskega kluba je na včerajšnji seji za novega direktorja kluba imenoval 38-letnega Slovaka Miroslava Benickega, ki je to vlogo doslej opravljal pri klubu Tatran Prešov. Benicki bo svoj mandat v celjskem klubu začel 1. avgusta. Jutri bo pretežno jasno. Verjetnost za nastanek kakšne vročinske nevihte bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V nedeljo bo sončno in vroče. Zvečer in v noči na ponedeljek se bodo pojavljale krajevne nevihte. V ponedeljek bo sprva oblačno. Padavine bodo dopoldne od zahoda ponehale, popoldne pa se bo delno razjasnilo. Bo pa nekoliko manj vroče. Toliko za danes. Lepo se imejte, čudovit vikend in bodite z nami spet v ponedeljek. Nasvidenje.